Bela krajina, mirna turistična destinacija. Prostorski načrt za poslovno cono na Puščavi. V Brežicah kmalu center za krepitev zdravja. Lepo pozdravljeni. Migrantska kriza in letos povečano število ilegalnih prebežnikov na Kolpi nista okrnila turističnega obiska v Beli krajini, ki ostaja mirna turistična destinacija, polna avtentičnih doživetij. Tako so belokranjski turistični delavci na včerajšnji novinarski konferenci odgovorili na pisanja nekaterih medijev in trditve podkrepili številkami. V letih 2016 in 2017 so v Beli krajini dosegli 30% rast nočitev, v prvih 5 mesecih letošnjega leta pa so zabeležili skoraj enako število nočitev kot lani. In tudi zdaj, v poletnem času, so zadovoljni s turističnim obiskom. Podatki kažejo, da je število turistov približno takšno kot lani, da je pa več tujih turistov in nekaj manj slovenskih. Bolj kot migranti na obisk slovenskih turistov in dnevnih kopalcev vpliva letošnje muhasto vreme, čeprav je Kolpa topla, pravijo lastniki kampov, ki sicer dopuščajo možnost, da so pisanja nekaterih medijev koga odvrnila od obiska Bele krajine. Verjetno tudi to na koga vpliva, ker ljudje ne vedo točno, kaj se zgodi oziroma kaj se dogaja ob Kolpi. Vsekakor pa migranti ne motijo tujcev, ki dopustujejo ob Kolpi. Dejansko so presenečeni na tem, da je v Sloveniji to takšen medijski pomp o tem, ker tega dejansko, ko bivaš tukaj, ko dopustuješ tukaj, ni občutiti. Želeli bi sporočiti vsem slovenskim gostom, da ni nobenega razloga za paniko ali pa za strah, da tudi te begunci, ki pridajo v Belo krajino, ki sploh niso tako številčni, kot bi lahko sklepali iz medijev, da so popolnoma nenasilni, da so zelo nekonfliktni. Kolpo pa skušajo prečkati v nočnem času na odmaknjenih krajih, zato se turisti in večina Belokranjcev z njimi ne srečujejo, dodaja Črnič. Da migranti niso moteč dejavnik in ne motijo doživeti turistov, je prepričana tudi Renata Martinčič, generalna direktorica Slovenskega direktorata za turizem, prepričana, da je Bela krajina izredno privlačna turistična destinacija, ki se razvija premišljeno v skladu s slovensko turistično strategijo. Se razvija Belo krajino kot avtentično destinacijo za zahtevnega gosta, kar dejansko lahko tudi nudi, glede na čudovito, neokrnjeno in čisto pokrajino, čisto toplo reko Kolpo, prijazne, gostoljubne in srčne ljudi z bogato tradicijo, tako kulturno kot gastronomsko kot zgodovinsko. Zato so za razvoj novih produktov in promocijo Bele krajine na letošnjem državnem razpisu Ricu Bela krajina dodelili dobrih 200 000 evrov, dodaja Martinčičeva. Nadaljujemo v občini Mokronog Trebevno, kjer je javno razgrnen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Puščava. Jutri ob 4 popoldne pa ga bodo v avli upravno-kulturnega središča Mokronog javno obravnavali. Občinski prostorski načrt, ki je opredelil tudi poslovno cono na Puščavi, je bil sprejet decembra 2013, zdaj pa je v pripravi podrobni prostorski dokument za to območje, pojasnjuje župan. Marsikaj je še treba doreči in mimo poslušali tudi upoštevali maksimalno pripombe, ki jih bomo dobili od različnih deležnikov in tistih, ki se bodo v to vključevali. V poslovni coni nameravajo urediti komunalno in cestno infrastrukturo v vrednosti 416 000 evrov, od tega so dobili odobrenih okoli 300 000 evropskega denarja. Cilj občine je tako čim prej sprejeti prostorski dokument, s čimer želimo omogočati znanemu potencialnemu investitorju, podjetniku, ki bo v naslednjem letu želi že začeti z gradnjo lastnih svojih proizvodnih prostorov. To bo prineslo tudi nova delovna mesta in sicer vsaj 50 novih delovnih mest do leta 2020. Samo če bomo dobili ljudi, delavce, da bodo, ker ta bazen je kar nekako že izčrpan z delovno silo. Občinski prostorski načrt sicer opredeljuje 7 hektarov veliko poslovno cono,
Občinski podrobni prostorski načrt pripravljajo za 1,8 hektara veliko zemljišče, zainteresirani vlagatelj pa naj bi svoje prostore uredil na 1 hektaru. 25 zdravstvenih domov po Sloveniji v svojih centrih za krepitev zdravja izvaja preventivne aktivnosti za izboljšanje splošnih zdravstvenih kazalcev. V Posavju je bil prvi tak center v Sevnici, zdaj pa nastaja Brežiški. Tamkajšnji zdravstveni dom je zanj od ministrstva prejel dobrih 335 tisočakov. Sredstva so namenjena zaposlitvi ustreznega kadra. Gre za multidisciplinarni tim diplomiranih sester, psihologa, kineziologa, dietetika, zdravnika specialista pediatra in pa dodatne patronažne diplomirane medicinske sestre. Dietetika in pediatra še iščejo, druge strokovnjake so že uspeli pridobiti. Izvajali bodo različne delavnice po terenu, bolj poglobljeno bo vodenje nosečnosti in priprava na porod, v načrtu je delo z ranljivimi skupinami in kot nadgradnja patronažne službe posvetovalnice po krajevnih skupnostih. Pred dnevi odkrit primer občana brez zdravstvene kartice, popolnoma socialno zanemarjenega, je pokazal potrebo po takem sodelovanju. Eden od takih ukrepov znotraj centra je tudi počitniška vadba za osnovnošolske otroke v 2 starostnih skupinah, mlajše in starejše. Potekala bo ob ponedeljkih in sredah. Vodijo naša diplomirana kineziologinja. Vadba, ki se začenja v tem tednu, poteka v telovadnici Mladinskega centra do konca avgusta. Čeprav Brežice po organizaciji rekreativne vadbe veljajo za športno občino, rezultati splošne zdravstvene slike temu ne pritrjujejo. Zlasti kar se tiče rakavih obolenj, srčno-žilnih obolenj, odzivnosti v presejalne programe smo bodisi nad slovenskim povprečjem, pri odzivnosti pod slovenskim povprečjem. In tudi temu bojo namenjene naše aktivnosti, da neodzivnike pripeljemo v presejalne programe. Ker ima zdravstveni dom premalo prostora že za svoje osnovne dejavnosti, bo center za krepitev zdravja umeščen v prostore pri Sokolskem stadionu, za kar bo finančno poskrbela brežiška občina. Prenova spodnjega dela glavnega trga v novomeškem mestnem jedru pa se bliža k koncu. Tlakovanje poteka po načrtu, prav tako nadaljujejo gradnjo priključkov in urejanje pločnikov. Glede na ugoden potek del in dejstvo, da večina ljudi poletne mesece izkoristi za oddih, se je izvajalec odločil, da dela v spodnjem delu glavnega trga zaključi do septembra. Na ta način ne bo ponovne zapore Kandijskega mostu v jesenskem času. Torej, spodnji del, kot pravimo, do Mladinske knjige, naj bi bil zaključen do konca avgusta, do začetka septembra. Se veste, v gradbeništvu so še vedno možni kakšni odmiki in ko bo se začela jesen, šola, službe, bo, mislim, da zaključen in dan v uporabo. Večina občanov s potrpežljivostjo čaka na prenovo, pravijo v vodstvu krajevne skupnosti. V času prenove se včasih sicer krešejo mnenja glede del, nekaj kritik je bilo tudi na račun komunikacije med občani in občinsko upravo. Lahko bi bilo na trenutke tudi boljša, smo na trenutke tudi trn v peti, ampak smo se nekako uspeli uskladiti. Sam osebno res imam precej tolerance, ker vem, da je potrebnega veliko prilagajanja, tako da ne bi nekaj zelo problematiziral. Meni se zdi, da bo bolje, lepo že bo, ne? Se prej ni bilo nič urejeno. Zame je okej, za druge pa verjetno ne bo, ne? Jaz mislim, da je za nami najtežji del, ko je bilo treba pravzaprav res vzeti na znanje, da bo treba potrpeti. Najbolj srečni bi bili mi na občini, če bi to lahko naredili zelo hitro, kajti tukaj smo zato, da delamo za ljudi. Trudili smo se komunicirati, verjetno smo tudi mi naredili kakšno napako, vsekakor smo na koncu pa prepričana, da so bili nameni dobri. Po prenovi si v mestu želijo tudi pravih in okrepljenih vsebin. Da se bo trgovska dejavnost okrepila, da bomo lahko zadovoljali tiste osnovne potrebe in pa seveda tudi družabni del, družbeni del, da se bo razvijal. Do zaključka prenove spodnjega dela prometni režim ostaja nespremenjen. V središče mesta je z avtomobilom možno priti do parkirišč pri Anton Podbevšek teatru in s Prešernovega trga nazaj na Rozmanovo, medtem ko se vozniki po Sokolski ulici peljejo v obratni smeri.
Zaradi požarov in naravnih nesreč so v Ambrusu leta 1908 ustanovili prostovoljno gasilsko društvo. Sprva je štelo 12 članov, danes jih je v društvu že 243. Ob 110-letnici so prejeli spominski kovanec Ivanške občine. Čeprav je društvo dejavno od začetka, pa se razvija predvsem v zadnjih 2 desetletjih, ko so se člansko ukrepili in posodobili opremo. Leta 2009 smo začeli projekt nabave novih vozil in smo ga leta 2013 tudi izpeljali z nabavo AC 2460, leta 2014 pa smo tudi dokupili GVV1. Leta 2008 so celovito obnovili gasilski dom. Nekako nam je želja v naslednjih letih še povečati parkirišče in še nekako narediti nek poligon za naš podmladek, da bodo lahko ustrezno vadili. Tudi za tekmovanja, na katerih se praviloma dobro odrežejo. Za orientacijo pa kviz smo 3. Za orientacijo smo fantje punce razdeljeno, za kviz smo pa mešano. V društvu je okoli 50 mladih. Maša denimo je članica 5 let. Moja sestra je tudi gasilka bila in mi je bilo ful všeč, ko mi je govorila o tem, me je navdušila. Sicer pa v društvu veliko pozornosti posvečajo razvoju operativne ravni. Če štejemo nekako 5 let nazaj, je bilo največ intervencij z požari. Zdaj, zadnjih 5 let pa je veliko poudarka tudi oziroma imamo veliko nesreč tehnične narave. Se pravi, tukaj imamo čedalje več dela z prvimi posredovalci in tudi aktivno delamo na izobraževanju le-teh. Prostovoljno gasilsko društvo Ambrus skrbi za požarno varnost pomembnega dela Ivanške občine, meni župan. Seveda pa igra zelo pomembno vlogo tudi v družabnem smislu in prispeva k temu, da Ambrus, kljub temu, da ima precej težko in burno preteklost, postaja in ostaja pomemben del naše občine in izjemno čudovit kraj. Ob visokem jubileju so v kraju pripravili parado, slovesnost in gasilsko veselico. V Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto že 15 let v juliju pripravljajo ustvarjalni počitniški program za otroke, poimenovan Otroški svet, ki poteka na zelenici pred kulturnim centrom Janeza Trdine. Vsak dan se zbere med 80 in 100 otrok. Na delavnicah uporabljajo različne materijale, spoznavajo različne tehnike in nabirajo nova znanja. Meni je zelo všeč in delamo res različne stvari, od šivanja do tako, ko lahko delamo, kar želimo. Na delavnicah ustvarjamo različne izdelke in se preko njih učimo reciklirati odpadke in tako varujemo okolje. Danes so iz skrep papirja izdelovali čisto svoj vrt. Jaz sem se odločila, da bom naredila paradižnik, solato, papriko, še kakšne rožice, da bo tak vrtiček, kot bi ga imela doma. Katero zelenjavo boš naredil? Koren, krompir, solato pa koružo. Delavnice potekajo vsak delovnik med 10. in 12. uro, prispevek pa je € na dan. Hkrati pa želimo s temi aktivnostmi tudi prispevati k širjenju ponudbe v naši lokalni skupnosti, možnosti izbire in pa seveda, da malo razbremenimo starše in stare starše. Poleg zaposlenih v društvu pri delavnicah pomaga še približno 10 prostovoljcev. Med njimi je tudi Anisa Hodžić. Zelo izkušnja mi da, ker boljš bom, ko bom jaz imela svoje otroke, upam. Pa sprosti me zelo dost, pa dost mi pomaga. Izvajanje počitniškega programa omogočata novomeška občina in podjetje Krka. To so bile današnje novice. Hvala za pozornost, preživite lep večer, jutri pa bodite spet z nami.